Vsi so imajo tle tudi. Roki kot pa. Živijo, jaz sem Eva in danes grem s Klaro v Rifozelj in veselim se, pridi z nami. No, Eva je naredila kar dober uvod. Danes bo malo bolj trajnostno naravnan vlog na terenu, že dolgo nismo šli kam skupaj, tako da smo trenutno v Ljubljani. Začeli bomo v Rifozlju. Vam bom pokazala, kako sem napakirala svojo prazno embalažo in rabim narediti nabavo hrane, ker imamo trenutno ful prazne omare. Tako da, kar pejmo. Bomo po mojem drugače vsi. Vedno ful organizirana, prinem in pol vedno se mi zdi tako, veš, to če ni gužba, kar neki we have to put all the things. Ja, ono, the speed. Čakaj. Še to. Stare note so pa. Oh no. Evo, nabava v Rifozlju zaključena. Zdaj gremo pa z Evo še nekam, kamor jaz ful rada grem, kadar sem v Ljubljani. Pa se pustimo presenetiti, boste jih malo videli. Ne boš vzela? Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Nisem naročila iz azijske, tako smo šli še v azijsko in če je ena stvar, ki bi jo priporočila nekomu, ki ne pozna azijske hrane, je to več. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem
to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling, the end's unknown, to get back the life I used to know. Pa sem nazaj v majhni hiški. Jaz sem zdaj vse, kar sem nabavila tle in bi vam pokazala. Glede rifuzla sem delala že en video, mislim, da 3 leta nazaj, 2020 ali pa 2021, pač tako ful dolgo časa nazaj, kaj so moji go-to, ga bom tudi tle prilinkala pa spod dala v komentar, če ga hočete pogledati. Takrat sem imela še zelo kratke lase, čist druga Klara sem bila. Ampak od takrat se je dost malo, se mi zdi, spremenilo, kar se tiče mojega nakupovanja tam, tako da bi vam tu povedala. Potem imam pa tlele še par stvari iz second handa, ki sem jih dobila in pa še par drugih malenkosti, ki bi jih sem podelila z vami, tako da gremo kar začeti, da bomo hitri, da ne bomo predolgi. Torej, rifuzel. Za rifuzel je tako, da ko gre kdo z mano prvič, ko je zdaj Eva šla z mano prvič, vedno rečem, so stvari, ki so pač ful drage, kot so, ne vem, chocolate covered almonds ali pa, ne vem, ta liofilizirano sadje pa tako, ampak ponavadi so glih te stvari ful atraktivne in pol ljudje navalijo na polno na te stvari. Pa zna biti ful drago, ne? In pol mi je bedno, če folk ne zna tako malo preračunati, ker pol so ono tu je drago in nikoli več ne pride nazaj, kar je res škoda. Ker, kar se tiče pa teh čistil, eko hrane, nekih teh osnovnih živil, bi jaz rekla, ne vem, oseni kosmiči, riž, kvinoja, kuskus, oreščki, td. Tu je pa čist primerljiva cena, kakor v kjerikoli trgovini, če kupuješ bio stvari. Tako da, ja, dajmo kar začeti, no, jaz bi vam kar pokazala my favorites. Tle imam korenčkov sok z jabolkom, ki ga ponovadi, v bistvu ga nisem še nikoli kupila. Zdaj smo začeli eno stvar, ki po mojem nisem še nikoli. Klemen je obseden s korenčkovim sokom, tako da tu je bil moj pač za njega. Tlele not v tejle luškani torbici imam čokoladne kapljice. Čokoladne kapljice iz rifuzla so meni pač tako. Nujno kokice. Jaz obožujem kokice in so moj najljubši večerni snack. Sončnična semena, ki veste, da jih rada ful uporabljam za razne kreme pa omake, kot sem vam že v parih vlogih pokazala. Potem od Afrotere kokosovo olje, potem je en res velik box kokosovih kosmičev. Tu so praženi kokosovi kosmiči in pač tu gre povsod, tu je res, ja. Kuskus, suhe marelice, ker sem zdaj razvijam en recept za en prigrizek v različnih variacijah in noter uporabljam suho sadje. Jaz drugače ful nisem fan suhega sadja, tako sem iz tega namena kupila. Arašidi, ker delam doma arašidovo maslo, jih popražim in potem zmelim. Arašidki. V tej gigantski, neproporcionalno veliki vrečki so pa piškoti z brusnico in belo čokolado. Prav tako za kremna. Pač meni zadnje čase tukaj ne paše sladko, da I could not care less, ampak ono obožuje vse te piškote. Pove, kar se tiče teh tekočih stvari, je pa tako. Od odori stvari so meni najboljše in tu je detergent za ročno pomivanje posode. Jaz sem bila na zadnjem rifuzlu februarja in prav spomnim se, pred Balkan tripom. Od takrat nisem šla v rifuzl. In kaj me je zdaj tako primoralo, da sem šla, je bilo zato, ker mi je tega zmanjkalo. To pomeni, ne sem, da je trajalo pol leta, da sem porabila tu. Pač tu je najboljši detergent za pomivanje posode, po mojem mnenju, noben froš, nič mu ne pride blizu. Zaradi tega pač tu vedno v rifuzlu vzamem. Vzela sem tudi za pomivalc tekočino, za pomivalni stroj, ker pač ga imava zdaj šele od januarja. In hočem malo testirati različne stvari. Ne vem, to nisem še nikoli prekupila. What else do we have? Čičerika za humus, čija semena za čija puding, čija jogurt, lanena semena za smutije in podobno. Aha, tlele imamo še eno čistilo. Sem rekla pač od Odorja. Tu je pa ta drugo čistilo, ki je meni must in sicer univerzalno čistilo od Odori. Najlepši, čist malo ga rabiš dati. Tu so res tako
tako kvalitetna čistila, tu ni ono, veliko ljudi mislijo, ko je neki bolj ekološko ali pa neki, da pol pač ne deluje. Tu je epic čistilo, res, tako da, a must have. Potem sem vzela prvič od Gavaronija zdaj tele testenine, pšenične testeninice. Včasih je moj brat delal domače testenine in sem se ful razvadila, ker smo imeli pač testenine domače. In ja, pol jih je nehal delati, tako da, evo, te so pa kamutove Gavaronijeve, tako sem vzela še tu eno vrečko. Tlele imamo sezam, ker po mojem mnenju, če imamo nek blender, ki potegne dosti dober, se tahini ful splača dela doma. Potem pa še a must, it's a necessity, čebulni kruh iz Artbreada. Sem vzela 2, ampak enega sva že pojedla. Potem pa v Rifuzlu tudi kupujem WC papir, it's a really good deal, tle not je 24 rolc, pakirano je v papir. Ampak vem, da mi še nekaj manjka, ker sem pozabila kroglice. Tale. Slovenske jušne kroglice. Za poletne juhice kremne, njami. Pa smo zavile še v Miller, kjer sem odločila se, da od Froša kupim za perilu, ki je v papirju pa pač ekološko. Jaz sem ful dolgo obdobje delala detergent za perilu svoj. Pol smo v Millerju nehali to marsejsko milo prodajati, včasih mi je tudi fleke pustil, tako da od takrat kupim kar pač je in zdaj bom tega sprobala. Pa sprobala bom še tele tablete za pomivalce. Ker smo bili glih in the hood, sva skočile v azijsko trgovino in sem vzela tole ribjo omako, ker niso imeli one ferme, ki jo jaz vedno kupujem. Pač, ne vem zakaj. Tako da upam, v bistvu, let's just... This is good. Ok. Tule ste po mojem videli že v ful mojih vlogih hrustljavi čili v olju. Tu vedno kupim sem en lonček, ker ko je tu pri nama doma, zmanjka ful hitro. In ko sem kupila recimo 2 lončka, sta tista 2 lončka zmanjkala ful hitro in vem, da ni glih najbolj zdrava stvar, ker je dobesedno čili namočen v olju. Tako da je bolj kot nek tak special treat. Tako da tu. Special treat so tudi vedno moči, tako da sem še tu vzela. Še eno stvar sem pa že včeraj probala, to vam moram pokazati. Tu je tamarin z sladkorjem v bistvu. In potem pejmo pa na center ponovne uporabe, pa začnimo že s tem cekarjem, ki ga je Eva prva zagledala in sem bila jaz tako, Eva, če ga ti ne boš vzela, ga bom jaz, in pa je Eva rekla, ne, jaz sem že ful cekarjev doma in sem bila jaz tako, pač, it's so perfect. Jaz to svojo, kaj sem mi dala tam, to košaro svojo nosim povsod in zdaj bo pač cekarjo nadomestil. Za vse tiste, ki ne veste, center ponovne uporabe je center rabljenih predmetov, imate vse od pohištva, oblačil, pač svaštarijo, celo in jaz ful rada tja grem, sprejemajo tudi donacije, lahko pripeljete tam stvari. In velikrat se zna dobiti kakšne dobre reči, kakšne quirky stvari in tako naprej. Vem, da nismo še decembra, ampak najdla sem ta box, modelčko za piškote, za 3 evre in se mi je zdelo ful dober, ker ima unicorna in gobico in lunco in rožice in zvezdice in snežaka, pač za 3 evre. Nimam sploh modelčko za piškotke, teda. Potem na mizi sva že 100 let iskala neke dobre podstavke za pijačo. Sem najdla to perfekcijo iz plute, lepo, čisto hranjeni v bistvu, ko novi, z takim podstavkom, za 1 evro. Pa imamo tlele neki, ki je Klemen bil tako. Zakaj, Klara? Zakaj? Steklenička v obliki račke. Zberam predloge, kva bomo dali not, ker lahko je vse, ne? Lahko je viski, lahko je olivno olje, lahko je bezgo sirup. Kaj bi videli not, to me zdaj zanima. V glavnem, jaz sem ful vesela, ko sem to račko najdla. Edin, tlele bomo ji štopeček bomo mogli zamenjati, ker tale je zlomno. Porejmo pa na oblačila, tako da moram malo fotkič premakati. Tak, najbolj udoben kopalni plašč. Klemen, ti še nisi videl tega, lej? Tu sem dobila v centru ponovne uporabe. Kopalni plašč. Cool. Veš? Tako končno spotušal, da ne bom naga. Zelo mavrica. Ja! Good day to you, sir. Lej šrafter. Vidite video. Klemen pa motor šraufa. Medtem ko žena se snema.
Upam, da bo delal. Pa, ko smo bili glih v BTC-ju, sem rekla, da gremo še v mojo tvojo omara. Ko smo prišli v mojo tvojo omaro, je bilo pač not res tu krobe, v tako majhnem prostoru, da je bilo kar malo tesnjeno. In sem bila tako, se zihar nič ne bom najdla. Je pa v moji tvoji omari res tu, da najdeš bolj moderne kose, ohranjene po večini, tako da jaz vedno recimo tu priporočam za vse tiste, ki niste tukaj na vintage, ampak hočete dejansko moderne stvari. Je moja tvoja omara kar kul. V glavnem, jaz sem najdla 3 tako hude stvari in vam jih bom zdajle pokazala. Sem, da jih najdem. Prvo zagledam tole H&M je drugač, majčka, srajčka. In sem Evi tam razlagala, sem rekla, ej Eva, jaz se tukaj hočem nekaj obleči ful special, ampak na konc poletku mi je pa ono bela srajčka. Imam 2 taki, ena je še od mami, ko je bila mladenka, po mojem 20 let, še več stara. Eno imam pa thriftano, ne, belo, čisto obične take srajčke. In pač meni je to top, ker gre na vse se da pokombinirati, ful je lahkotno, tako, bla bla. In pol najdem to in se pogledam v špelju in sem tako, oh my god, so comfortable, so pretty. Tako da, ta je bila prva. Ki mi je bil čist ekstra in ti rokavčki in tu frfotajoče in pač amazing. Moram si ga hitro sleči, ker je ful vroče, ampak ja, tu sta bile 2 najdbi, ki so mi bile top. Pa tretja je pa mogoče pa še boljša od teh 2, tako da dajmo si pogledati. Evo, tu je pa taka čarovniška majica, jaz pač obožujem, ko so taki rokavi. Lahko jo imam tako, lahko jo dam čez ramena. Tako. Pač top. On my way to the farmer's market, which is actually my own garden. Evo, pa smo prišli do konca tega vloga. Če imate kakršnokoli vprašanje glede česarkoli, zero waste nakupovanja, second hand oblačil ali pa karkoli, napišite spodaj komentar. Hvala vam tudi za vse komentarje, ki mi jih pošiljate ali na privat, ali pa pač komentirate pod videi. Namreč si sploh ne znate predstavljati, koliko mi ta podpora pomeni in me motivira za moje nadaljnjo delo. Ja, ta vlog je bil malo bolj terenski in občutek imam, da bo tudi naslednji malo bolj terenski, saj kakor moj urnik zdaj zgleda za naslednji teden, bomo šli na eno mini dogodivščino v en kraj, ki ga vsi dobro poznamo, ampak ne bom preveč govorila, ker nisem še 100%, če bo vse tako, kakor sem si zamislila. Lepo se imejte, uživajte v poletju do naslednjega videa. Zdaj vam grem pa sem še pokazati, koliko imamo mi stročjega fižola. Od danes. Ne vem, če zgleda veliko na posnetku, ampak tu so basically največje sklede, kar jih imamo v hiš. In nekaj sva ga celo mogla pustiti, ker sem bila jaz tako se še zdaj ne vem, kva bom z vsem tem stročjim fižolom. Ja, mislim, da me čaka kuhavanje.